Pozdravljeni, pozdravljen Atila. Atila je moj današnji gost, Atila Kovač, sicer zgodovinar, sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja enote v Lendavi. Najen pogovor bo tekel o zgodovinskih temah, kako zgodovinarji vidimo določene stvari, osredotočeno bo na Prekmurje. Ampak Atila je sočasno tudi, oziroma hkrati seveda tudi pripadnik madžarske skupnosti v Sloveniji in bo beseda nanesla tudi na položaj te skupnosti v Sloveniji, kakor tudi na položaj slovenske skupnosti v Porabiju. Za začetek morda vprašanje, kakšna je v bistvu razlika, ne? Ker zdaj se uporablja bolj izraz narodnostna madžarska skupnost, slovenska skupnost, ne? Kadar je izven domačega državnega okvira, včasih je bil izraz manjšina za to. Ne? A je tu kakšna pojmovna razlika, vsebinska, ali gre zgolj za lepoto izraza? Ne, tudi vsebinska, pozdravljeni, lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Ne, slovenska ustava oziroma govori o narodnih skupnostih, to je v bistvu nekako malo več vsebinsko kot pa manjšina, nekako bolj manjšina je le manjšina, torej si nekako nekem, ne bom rekel degradiranem, pa nekem drugem položaju. Ne. Skupnost je le nekaj več, torej si del neke skupnosti, tako da je neka tudi vsebinska razlika. Sicer pa pravno formalno gledano v Sloveniji govorimo o narodnih, torej o madžarski in italijanski narodni skupnosti, na madžarskem pa govorimo o slovenski narodni manjšini. Torej že to je razlika, ne, da je že poimenovanje vse, da potem so tudi o tem bo verjetno kasneje, o ostalih pravnih, ampak globalno, torej generalno gledano, pravno formalno je razlika. Po Trianonski pogodbi, ta je bila podpisana, kot vemo, 4. junija 1920, uveljavljena pa nekaj več kot leto dni kasneje, 31. julija 1921. In enako je ostalo tudi po drugi svetovni vojni. Ta Trianonska pogodba je torej vzpostavila mejo med takrat seveda Madžarsko pa kraljevino SHS, danes je to seveda meja med Madžarsko in Slovenijo in na ostalih delih, torej tudi meja med Madžarsko in Hrvaško ter Madžarsko in Srbijo. Na obeh straneh sta ostali seveda manjšini, tudi različno številčni, sploh če odmislimo ta jugoslovanski horizont, kjer je seveda madžarska manjšina bila zelo številčna, v Sloveniji pa na Porabi je ta razlika manjša. Ne? Kakšne so zdaj te osnovne razlike med položajem slovenske manjšine na Madžarskem pa madžarske narodnostne skupnosti pri nas? Že v osnovi v šolstvu vemo, da so precejšnje razlike. Tudi seveda znotraj Slovenije med italijansko pa madžarsko, morda tudi to omeniš. Kako je tu razlika? Ja. Jaz bi se vrnil prvič na začetek, na konec prve svetovne vojne, oziroma na to razpada Avstro-Ogrske, že zaradi nekih zanimivih korelacij med Slovenijo in pa med Madžarsko, bom tako rekel, torej zdaj pustimo jugoslovanski okvir stran. Bolj malo je znano, ampak dejstvo je, da po prvi svetovni vojni sta tako slovenski narod kot madžarski narod nekako bili v isti usodi, kar se tiče manjšin. Približno vsak četrti Slovenec je pristal v sosednji državi kot manjšina, torej če vzame Jugoslavijo kot matično državo, in na Madžarskem je bilo tudi nekje tak delež, približno 1/3 madžarskega prebivalstva je ostalo v zamejstvu oziroma v sosednjih državah kot manjšine. In spet pa je ena druga zanimivost, ima pa sporednica, da pa najbolj pravična meja, če gledamo etnično komponento oziroma nacionalno pripadnost, pa je definitivno na relaciji Madžari-Slovenci. Ker če pogledamo v Sloveniji oziroma Prekmurju je ostalo približno 15.000 Madžarov po prvi svetovni vojni, ki so se tudi tedaj deklarirali kot pripadniki madžarske narodnosti. Ne kot narodnost, temveč tedaj so se spraševali v popisih po materinem jeziku. Torej okoli 15.000 oseb se je označilo madžarščino kot materin jezik in v Porabi približno 6.000, malo manj, 5.500. Skratka, že številčno ni šlo za velike manjšine, v primerjavi, če vzamemo recimo Slovence v Italiji, ko jih je bilo okoli 300.000, ne, Slovenci v Avstriji 100.000, tu je bilo enih 5 dobrih. Ali pa Madžari v Prekmurju, pa v Transilvaniji. Tako, Madžari v Prekmurju, pa Madžari v Transilvaniji, več kot milijon, ne, isto na Češko-Slovaškem, tedaj še tudi današnja Podkarpatja, pa Zakarpatje, ki je del Ukrajine, je spadalo v Češko-Slovaške, je bilo okoli milijon, ne, v Vojvodini okoli 500.000, to je skratka pol milijona.
Torej, to so bile neke druge relacije. In tukaj je bila dokaj pravična, bom tako rekel. Zelo pravična v primerjavi z ostalimi. Ne. To je prva taka zadeva. In potem tudi pristop tako Slovencev kot Madžarov do tega vprašanja med obema vojnama. Vemo, kako je prišlo do druge svetovne vojne, vemo tudi to, kako je iztekla druga svetovna vojna. Tako da so te razmere ostale, ampak Slovenci so v primerjavi z Madžari, ki niso uspeli z svojo revizijo trianonske meje, Slovenija je pač uspela svojo zahodno mejo premakniti proti zahodu, tako da to manjšinsko vprašanje, ki je bilo zelo pereče, predvsem kar se tiče Slovence med obema vojnama, je postalo, ne rečem, da manj, še vedno je bila zelo aktualna, ampak več ni bila tako pomembna. Na Madžarskem po drugi svetovni vojni, predvsem pa po prevzemu oblasti s strani komunistov, to vprašanje gre v ozadje, torej manjšinsko vprašanje ni v ospredju, v bistvu ga se niti ne sme preveč raziskovati, niti o tem govoriti. Vsi smo delavski razred. Tako. To vprašanje več ni vprašanje, manjšinsko vprašanje več ni vprašanje. In tako je do leta 90. Potem sedaj pride do političnih sprememb in sedaj se ponovno pojavi to manjšinsko vprašanje, madžarsko manjšinsko vprašanje. In v bistvu v teh letih od 45 do 90 se to vprašanje se ni ukvarjalo na Madžarskem in nekako pride v ospredje. In kot opažam, vse do danes od tega vprašanja, torej te trianonske sindrome, če uporabim ta izraz, niso uspeli na Madžarskem rešiti. In to je še vedno se vleče, se izkorišča za politične rezultate, torej za politične točke in tako naprej, potem kasneje. Zdaj pa, da se vrnemo nazaj na osnovno vprašanje, torej na šolstvo, oziroma na položaj po drugi svetovni vojni. Vse nekako, torej v Sloveniji smo imeli do leta 1958 na področju, kjer živita obe manjšini v Sloveniji, torej italijanska na obali in pa v Prekmurju, smo imeli slovenske in pa manjšinske šole. Torej so se starši odločili, v katero šolo bodo vpisali otroke, ali bodo vpisali v slovensko šolo, ali pa bodo vpisali v madžarsko oziroma v italijansko šolo na obali. V Prekmurju, pouk v madžarskih šolah je potekal v madžarskem jeziku, s tem, da so se seveda otroci učili tudi slovenščine kot jezik okolja, ampak pač državni jezik, jezik okolja. Vendar, o tem imamo kar precej podatkov, to tudi iz globinskih intervjujev, pa tudi analize so pokazale, da to znanje slovenskega jezika ni bilo dovolj, da bi učenci, ki so zaključili osnovno šolo v madžarskem jeziku, nadaljevali šolanje v slovenskih srednjih šolah. Namreč madžarskih šol na srednjem nivoju v Sloveniji ni bilo, niti na Hrvaškem, temveč so bile, govorimo po letu 45, pa tam nekje do 50-60 letih, ni bilo ne v Sloveniji, ne na Hrvaškem, recimo v bližini nekje, temveč šele samo v Vojvodini, v Subotici in v Novem Sadu. Tako da tisti otroci iz Prekmurja, ki so se šolali na madžarskih osnovnih šolah, so imeli na izbiro in so se želeli se izobraževati naprej, so imeli v bistvu le eno možnost, Vojvodina, ki pa je bila predaleč, tudi finančno to ni bilo poceni seveda, in tako da se je malo otrok se šolalo v Vojvodini. No in kaj se je potem zgodilo? Predvsem v 50 letih, bom tako rekel, v prvi polovici 50 let se začne viden osip otrok iz madžarskih šol in starši namenoma vpisujejo otroke v slovenske šole z namenom, da bi potem dobili neko tako osnovno znanje, ti otroci, da bi lahko nadaljevali šolanje na srednjem nivoju v Sloveniji, torej v slovenskih srednjih šolah, v Murski Soboti, v Mariboru in tako naprej. No in potem dejansko se pojavi proti koncu 50 let se pojavi težava, da bomo ostali brez madžarskih otrok v teh osnovnih šolah in potem pride kot neka poskus rešitve dvojezično šolstvo. In moramo povedati, da analize so pokazale, jaz sem kar nekaj teh analiz prebral, da je bila ta šola zelo uspešna na začetku, ker dejansko so potem otroci se učili v obeh jezikih in vidi se, recimo eno od osnovnih šol sem zelo podrobno analiziral, to je Dobrovniška dvojezična osnovna šola, da se je bistveno dvignilo število tistih učencev, ki so potem nadaljevali šolanje na srednji šoli in kasneje tudi na univerzah. Torej, skratka, čeprav mnogi po drugi strani pa govorijo, da je bilo manjka tega dvojezičnega šolstva v tem, da mogoče madžarska identiteta več ni bila tako močna kot v ostalih, vendar po drugi strani pa moramo tudi tu upoštevati, da
Sama madžarska osnovna šola, če bi bila samo madžarska, torej v madžarskem jeziku, bi nekako tudi getoizirala to manjšino. In prav ta otvoritev, uvedba dvojezičnega šolstva, s tem, da moram tudi to poudariti, da so bile dvojezične šole tudi za Slovence, torej na dvojezičnem območju v Prekmurju si imel samo na izbiro dvojezično šolo, ne, kot recimo za primer vam povem Koroško, ne, Avstrijo, kjer imaš dvojezične šole in pa nemške. Torej starši tam imajo še neko možnost za odločitev, ali bom vpisal otroka v nemško šolo, pa v dvojezično slovensko-nemško. Tukaj ne, tukaj si imel samo dvojezično. In prav tudi to je pomagalo potem, da odnosi sicer, ki so bili v redu med Madžari in Slovenci, ni bilo nekih večjih nesoglasij, sicer nekaj je že bilo predvsem med kolonisti in med domačini, ampak tudi zahvaljujoč tej srednji, torej dvojezični šoli se zdi zelo, bom tako rekel, so se približali in bistveno bolj je ta sožitje dejansko je delovalo, pa tudi danes še deluje. Torej ti si imel tudi slovenske sošolce. Tako. Ti si v Dobrovniku hodil v šolo, ne? Tako je. Morda še za prakso, ne? Tisti, ki ne vedo, kako to zgleda dvojezični pouk. Učitelj te lahko vpraša v madžarščini, ti odgovarjaš v slovenščini, ampak na sredini spet lahko preideš na madžarščino, torej ves čas se lahko preskakuje z jezika v jezik, ne? Razen pri pouku jezika. Tako. Predpogoj je, da učitelj obvlada oba jezika. Brez tega dvojezičnega šolstva ne more biti in niti ne more poučevati v dvojezični šoli. Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, torej od 80. leta pa do 88. je bilo tako, da dejansko je učitelj prišel recimo pri matematiki in je začel pouk v madžarskem jeziku, pa je potem preklopil v slovenščino, pa je ponovno preklopil v madžarščino. Otroci pa so lahko spraševali v kateremkoli jeziku in tudi odgovarjali so lahko v kateremkoli jeziku. Torej, če je bilo lažje v slovenščini, je odgovarjal v slovenščini, če je v madžarščini, v madžarščini. Kontrolke so bile dvojezične in tudi danes so take, nekaj vidim pri hčerki, ki končuje 8. razred osnovne šole, tudi ona ima dvojezične kontrolke in pač odgovarja v jeziku, v katerem ji paše in tudi odgovarja, tudi piše in pa tudi odgovarja. S tem, da seveda dvojezično šolstvo je bilo uvedeno leta 1959 in potem se je kar precej reformiralo. Ne. Recimo zdaj trenutno imamo situacijo, izgleda tako, da v vrtcih in pa v prvi triadi sta dva učitelja v razredu. En, ki govori samo slovensko in drugi, ki govori madžarsko. To je vezava jezika na osebo, temu se tako reče. Torej, otrok, ki je recimo Slovenec, bo se obrnil na učitelja, ki je Madžar, bom tako rekel, učitelj Madžar, ki bo samo madžarsko govoril, ga vpraša v slovenščini, seveda učitelj to razume, vendar mu odgovori v madžarščini. In to je tako, in potem s tem so poskušali čim bolj približati oba jezika otrokom, ne. In tako, in vedno se nekaj spreminja, pravim, ko sem jaz hodil, teda še ni bilo tega, ne. Danes recimo imajo starši na izbiro v bistvu 3 možnosti, ko vpiše otroka v dvojezično šolo, torej v 1. razred. Ali bo otrok se opismenjal predvsem v madžarskem jeziku, torej to pomeni, da bo imel tedensko 6 ur madžarščine, 3 ure slovenščine, ali obratno, torej 6 ur slovenščine, 3 ure madžarščine in pa tretja opcija 5-5. To je popolnoma. In potem so to oddelki in tako se potem učijo ti otroci. Tako da bistveno pri nas, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, ni bilo tega, ne. Starš se je moral odločiti, ali bo v 1. razredu svoj otrok opismenjal v madžarskem jeziku ali pa slovenskem. Potem v 2. razredu se je v bistvu začelo to dejansko ta pravo dvojezično šolanje. Omenil si strah pred izgubo identitete, zato potem ta reforma šole. Ampak seveda moramo zdaj upoštevati pa še historične okoliščine. Druga svetovna vojna, železna meja. Meja proti Madžarski, to je zaprto, tega ni. Torej, kako pa je manjšina, oziroma obe manjšine, ne, na eni in na drugi strani, kako so oni dve občutili to zaporo, hladno vojensko mejo, pa seveda Informbiro, ne, ker vemo, da Madžarska je seveda bila strogo na liniji Informbiroja proti Jugoslaviji. Ne. V prvi vrsti dobesedno. Rakoši, torej tedanji šef Madžarske, oziroma komunistične partije, je bil najboljši Stalinov učenec in se tudi izkazal v tem informbirojskem sporu. Skratka, dejstvo je, da, in to imamo kar precej študij, pa tudi knjige so nastale o tem, da je Informbiro, torej ta dogajanja v času Informbira so izredno negativno vplivali na obe manjšini. Izredno negativno.
Prvo kot prvo, ko se je že samo omenil, se je spostavila železna zavesa. Dobesedno se je ta zavesa postavila leta 50, ko so Madžari postavili ograjo na mejo, minska polja, tako da ni bilo kar tako. Enostavno nisem mogel prek. Oče mi je govoril, da še biti dan od 10 pa še nekaj let je imel, da ko so doma Dobrovnik leži na meji, vas, ki je ob mađarsko-slovenski meji, ampak teda jugoslovansko-mađarski meji, in kar nekajkrat so slišali, da je počilo. Torej, kak žival je stopila na mino in je pač odletela v zrak. To je bilo vsakodnevno. Skratka, minsko polje je bilo ograja in ob meji je bilo kar precej dvolastnikov. Torej, tudi gospodarska komponenta je bila izredno pomembna. Torej, ljudje niso mogli več hoditi prek na obdelovati svoje zemlje v sosednji državi. Recimo v Lendavskih goricah je imelo kar precej ljudi z današnje Madžarske obmejnega pasu svoje vinograde. Niso več mogli hoditi obdelovati vinogradov. Družinski stiki, ker je bilo kar precej sorodnikov na eni in drugi strani meje, so se pretrgali tako v Porabju kot v Prekmurju. Kar pa je bilo še najhujše, je pa bilo to, da obe državi sta potem nekako začeli izvajati neke ukrepe napram manjšinam. Takoj, ko je prišlo do izbruha leta 1948 poleti, so na Madžarskem dejansko obglavili vodstvo porabskih Slovencev. To govorim zato, ker obdobje po letu 1945 pa tam do 1948 je izredno prosperitetno v primeru porabcev. Mogoče danes lahko govorimo o taki prosperiteti kot tedaj. Seveda so tudi zunanje politične okoliščine temu so pomagale, torej Jugoslavija je bila na strani zmagovalcev, Madžarska na strani poražencev. V bistvu madžarske zunanje politike do premirja v Parizu leta 1947 ni bilo. So bili nekako pod okupacijo Rusov oziroma teh zavezniških enot, pod kontrolo, bom tako rekel. In v bistvu je madžarska zunanja politika iskala neko pomoč oziroma da bi se bi prišla na svetovno, torej bi lahko prišla na mednarodno javnost prek Jugoslavije. Torej nekako je s pomočjo Jugoslavije poskusila priti in s tem, po drugi strani pa je se to potem tudi bistveno pomagala oziroma dala neke pravice manjšinam, tudi predvsem južnoslovanskim manjšinam, torej Srbom, Hrvatom in Slovencem. Skratka, želim pa povedati, da v teh letih do 1948 se izoblikuje ena sicer malo številčna, tam nekje lahko ocenim te pripadnike Slovence, ki so bili zelo izobraženi in so tudi delovali za manjšino, tam nekje v 50, maksimalno 50 oseb. Tu so bili učitelji, ki so v tem času končali neko učiteljišče v Peču na Madžarskem, nekaj teh politikov, ki se je vključilo v to demokratično zvezo Južnih Slovanov. Skratka, bilo je neko gibanje, začelo se je prebujati ta manjšinska skupnost in ko pride do spora, jih obglavijo. Nekateri zbežijo v Jugoslavijo in potem ostanejo v Prekmurju ali pa pridejo kam v notranjo Slovenije, kar nekaj jih zaprejo in to so zaporske kazni 15 let, 20 let, izredno hudo. Gledal sem te arhive v Budimpešti, v arhivu madžarske Udbe, bom tako rekel, da bodo naši poslušalci oziroma gledalci lažje razumeli. To je v bistvu arhiv, kjer hranijo te dokumente madžarske Alan Vedelj Mihotuša, to je ta madžarska UDV, Uprava državne varnosti, in to so bile grozne zadeve. Kako so dejansko to prebujajočo se neko manjšino obglavili. Potem pa pride drugi udarec z letom 50, ko začne izseljevati ljudi iz obmejnega pasu. To so predvsem družine, govorimo o Porabju, ki so bili bodisi povezane s to demokratično zvezo Južnih Slovanov, ali so njihovi otroci zbežali v Jugoslavijo, ali so imeli neke sorodnike, ali jih je nekdo prijavil, ker pač jim je bilo na potu. Tako da zdaj nekako mislim, da gre za okoli 60 do 70 družin, govorim pa o 7 naseljih oziroma 8 naseljih, tako da to je res hud udarec za to prebivalstvo. Preselili so jih v vzhodni del Madžarske, v Puston. Tam je bilo 12 takih taborišč za te ljudi, ki so bili nevarni za režim. In potem šele po smrti Stalina se začnejo malo zadeve spreminjati. Leta 1953 potem razpustijo ta taborišča. Ti ljudje potem lahko zapustijo taborišče, ne smejo pa priti v Porabje. In šele malo pred revolucijo potem lahko ponovno pride domov. Torej, skratka,
Ta je zelo hud. Misliš revolucija 56? Les, revolucija 56, tako tedaj lahko pridejo domov in potem pa po zatrti revoluciji pa vidimo, da iz porabja gre en ogromno število ljudi zbeži na zahod, torej v Avstriji in potem grejo na zahod. Recimo primer naselje Sakalovci, eno od 8 naselij v Porabju. Leta 1951 so našteli okoli 550 prebivalcev. Leta 1956 imamo seznam, se najde v arhivu v Sombatheju, 109 oseb je zapustilo to naselje. Torej ena petina. Točno tako. Ena petina je šla s trebuhom. Enostavno, ko so zatrli Rusi revolucijo, so rekli, da pač grejo oni na zahod. Dobesedno so prestopili reko Rabo in so šli prek v Avstrijo, ker to je v bližini je pač Avstrija, par kilometrov od tega naselja. Vse celo Porabje je v bistvu vklenjeno med Jugoslavijo, pozimo Slovenijo in pa med Avstrijo, to je ta trikotnik. Kar se pa Prekmurja tiče, tudi tukaj smo imeli težave zaradi informbiroja, namreč vas Petišovci leži nad naftnimi polji, oziroma je ležalo zdaj več, so ta naftna polja pa je prazna, čeprav zdaj spet nekaj odkrivajo neko nafto. In leta 1948, tako ko pride izbruha te informbirovskega spora, del leta 1948, potem pa 1949, celotno prebivalstvo naselja izselijo. Želijo jih prvotno preseliti na Apaško polje, ki so prazna naselja, ki so tam Nemci preselili v Avstrijo, vendar temu se domačini, torej ti ljudje, Madžari, uprejo in potem se razselijo tam v okolici do Lendave. Predvsem v Lendavske gorice, ker v bistvu skoraj vsaka družina ima neko klet v Lendavskih goricah in potem se tam povlečejo in to traja nekje tam do leta 1951, 1952 in počasi potem lahko prihajajo nazaj v naselje. Kljub temu pa je kar precej jih pa ostane potem raztresenih po sosednjih naseljih. Torej to je na takem črni madež, je pa res, da tudi potem v 60-ih letih pa potem podjetje Nafta, ki je pač delovalo na tem področju, jim je dalo neko odškodnino. Tako da to pa je ta druga splat. In pa še ena tretja zgodba, ki pa je zelo malo znana, to pa so vohunske zgodbe, ne. Ko obe državi, tako Jugoslavija kot Madžarska, pošiljajo ljudi v sosednjo državo, da naj vohunijo. Jaz sem videl par teh dosje v Budimpešti, sem pogledal v tem arhivu Udbe in seveda, koga boš ti izkoriščal, koga boš uporabil za vohunjenje? Ljudi, ki obvladajo jezik sosednje države, pa tudi svojega, ne, seveda. In tu potem ponavadi najbolj pride v poštev manjšine, pripadniki manjšin, ki pač obvladajo jezik matičnega naroda, bom tako rekel. In tako najdemo kar precej prekmurskih Madžarov, ki so jih predvsem pod prisili, da so šli prek na Madžarsko vohuniti, skoraj vse so jih zajeli, so jih zaprli za kar nekaj let, tako da tam leta 55, 56 prihajajo potem počasi nazaj. Jaz sem imel 2 učitelja, ki sta bila tako prisilno poslana prek na Madžarsko, sta tako v prvi akciji sta bila že zajeta in potem več let zapora v teh najhujših madžarskih zaporih in potem leta 55, 56 prijeta nazaj v Jugoslavijo, ne. In obratno tudi, ne, tudi v Jugoslavijo so Madžari pošiljali porabske Slovence, pa tudi drugi južnoslovane, Hrvate, Srbe in to je delovalo vohunjenje. Tako da tudi bilo je kar streljanje prek meje, tako da tu se zelo, tudi neke dobesedne James Bondovske zgodbe sem najdel v arhivih, ko so bežali prek meje in lovili so jih vojaki in tako naprej. Pa bova zdaj ta komunalni gulaš socializem Janoša Kadra preskočila, pa bova se premaknila na konec 80-ih, začetek 90-ih let. V bistvu sta osamosvojitev Slovenije in približno v istem času demokratizacija na Madžarskem, torej Kadarja odstavijo, neke liberalnejše sile pridejo na oblast znotraj delavske stranke, v bistvu pomenili novo stopnjo za manjšini na obeh straneh. Kakšno pravzaprav? A se je to že kaj hitro poznalo ali je bilo treba počakati še nekaj let, da so se te stvari vse umirile, stabilizirale? In ali sta obe strani pravzaprav tukaj kaj primerljivo delovali, obe državi, ne, proti svoji manjšini in manjšini pri sebi? Nekako temu bi rekel tako, da v Sloveniji so bistveno prej pristopili
bistveno bolj pozitivno pristopili k manjšinskemu vprašanju. Tu se je bistveno prej uredila tako na ustavni ravni kot na zakonskih podlagah vprašanje manjšine, tako madžarske kot italijanske. In bistveno prej so se začele te institucije izgrajevati, recimo samouprave leta 1995, čeprav skoraj gre za isto čas, ampak želim povedati to, da bistveno bolj ne samo na pravno formalno, ampak tudi s pomočjo glede financ, ker to brez financ ne gre. Brez tega, da ti daš nek denar za razvoj nekih institucij ne gre. In tu je Slovenija v bistvu kar hitro stopila in je kar pomagala tako pri izgradnji manjšinskih institucij, to govorim o kulturnih ustanovah oziroma Zavod za kulturo madžarske narodnosti, kot pri medijih. Tu sem obe madžarske manjšine imajo dokaj močne medije, bom tako rekel, tudi številčno je kar predvsem močna ta manjšinska medijska sfera. Tudi pri šolstvu. Na Madžarskem se je to zamaknilo. Sicer so sprejeli leta 1993 zakon o manjšinah, bom tako rekel, na kratko, vendar pri uresničevanju teh zakonskih točk, bom tako rekel, sklepov oziroma členov, pa ni šlo tako hitro, čeprav moram povedati, da postopoma pa so se le zadeve izboljševale. Tudi na Madžarskem leta 1993 sem že omenil, so sprejeli zakon o teh manjšinah in na podlagi tega so potem manjšine lahko ustanovile svoje samoupravne narodne skupnosti, pa državne samouprave. Slovenci imajo svojo državno samoupravo na Gornjem Seniku v Porabju, to je največje slovensko naselje v Porabju, imajo pa tudi svojo pisarno v Budimpešti, pa tudi po ostalih naseljih imajo v Porabju samouprave, pa tudi izven Porabja. Budimpeštu sem omenil že v Szombathelyju in pa v Mosonmagyaru. To so dve večji naselji oziroma dva večja mesta v zahodnem delu Madžarske, kamor se je večje število Poravcev izselilo v času socializma. Skratka, ampak želim pa, da nekje počasi se je to, le korak za korakom so se zadeve razvijale, ampak je pa dejstvo, da madžarska manjšina je imela bistveno večje, ne rečem možnosti, ampak tudi podlage za razvoj teh institucij, ki sem že prej omenil. Sprememba pride, mogoče zanimivo se sliši z prihodom Orbana na oblast leta 2010, torej to je druga Orbanova vlada, ki potem leta 2011 sprejme nov manjšinski zakon, ki potem da tudi več pristojnosti manjšinskim samoupravam, sprejmejo tudi to, da slovenska manjšina, pa tudi ostalih 13 priznanih manjšin na Madžarskem, vsega skupaj je 13, imajo svoje zagovornike v parlamentu, prej niso imeli svoje predstavnike v državnem zboru v madžarskem parlamentu, s tem, da ti zagovorniki nimajo pravice glasovanja. So v parlamentu, se lahko udeležijo teh sej, nimajo pravice glasovanja, v bistvu neke vrste lobisti so. Lahko pa lobirajo, grejo k raznim ministrom, imajo prosta vrata, torej vrata so odprta, bom tako rekel, lahko lobirajo za svojo manjšino. Oziroma zakon o volitvah dovoljuje manjšinam oziroma omogoča manjšinam nek olajšan vstop v parlament. Torej, če rabi recimo en poslanec, da pride v parlament okoli 50 do 60 tisoč glasov, manjšina rabi okoli dobrih 20 tisoč. Tako so recimo Nemci že v prejšnjem mandatu, pa tudi letos uspeli svojega predstavnika poslati prav v parlament in je pač tam zastopa nemške interese in tudi glasuje. Ampak to je samo Nemci so. Tudi številčno bi tega zmogli tudi Romi, ampak so tako skregani, pa na to milijon frakcij imajo, da enostavno niso uspeli postaviti svojega kandidata, pa več kandidatov. Nemci so to uspeli. Ostale manjšine pa nimajo številčne možnosti. Slovenci so premajhni, 3000 Slovencev približno zdaj v Porabju, oziroma na Madžarskem, to je premalo, da bi lahko poslali svojega poslanca. Da se vrnem še in tu je na vprašanje Porabcev in pa leto 2011, torej zakon o manjšinah, ta nov spremenjen, je tudi dal bistveno večje pristojnosti državnim samoupravam, recimo na področju šolstva. Zdaj v Porabju imamo dve tako imenovani dvojezični šoli, to je slovensko-madžarski šoli v Števanovcih in pa na Gornjem Seniku.
in ustanoviteljica je samo državna slovenska samouprava in v bistvu dela, lahko bi dela, kaj hoče. Če bi želela, bi lahko vedela samo slovenski pouk, ne? Samo v slovenskem jeziku. Sedaj ni realno to. Ampak pravim, da ima škarje in platno sedaj s tem novim zakonom so dobili v roke. Pa tudi sredstva so dobili zraven. Ne samo pravno formalno, ampak tudi sredstva so dobili zraven, tako da se vidi nek razvoj. Tudi na področju medijev, te zadeve na področju medijev v porabi so se zadeve že prej uredile, imajo tednik porabje, je radio, ki oddaja se ne tako obširno kot recimo pomurski madžarski radio, ampak tudi oddaja in pa imajo tudi eno oddajo, mislim, da vsak drug teden na madžarski televiziji imajo te slovenske utrinke, ki jih potem tudi slovenska televizija prevzame. Tako da nek razvoj je, torej moram povedati, da je nek razvoj. Dejstvo pa je, da madžarska manjšina v Prekmurju, v Sloveniji ima bistveno boljše možnosti za delovanje glede institucij. Tu so mediji so bistveno večji, številčne, več novinarjev, več kadra, tako da so te razlike pa so vidne. Pa tudi, bom tako rekel, pri znanju jezika, to se vidi, da prav s pomočjo tega dvojezičnega šolstva se je le ohranil madžarski jezik, tako v šolah, kot tudi nasploh v tej javni sferi. Ker doma, to je spet druga zadeva, dom, družina, cerkev. V porabi je bilo drugače. V porabi je jezik bil, torej slovenščina, porabščina je bila doma v družini in pa v cerkvi. V javnosti pa ne. In to je zdaj se vidi, ker dejansko starejše generacije, nekje bom tako rekel, od 60 navzgor še govorijo porabščino. Moja generacija razume, govorimo o porabi, ampak mladi pa je zelo hudo, je zelo hudo. V bistvu se učijo slovenščino kot tuj jezik že skoraj. Če babice še govorijo, starši se že ne morejo pogovarjati v porabščini. Bova še malo na političnem predstavništvu ostala, ki si ga omenil. V slovenski ustavi že od leta 1974 imata obe manjšini zagotovljenega poslanca. Na madžarskem tega ni, ker so neki številčni limiti si omenil. Pod socializmom verjetno tega tudi ni bilo, ker ni bilo vprašanje v tem kontekstu, ampak smo vsi delavski razred. Verjetno na madžarskem tudi nikoli ne bo možno avtomatsko, vsaka manjšina ima lahko poslanca, vsaj glede na trenutne okoliščine verjetno ne. Ampak nekaj drugega pravzaprav zdaj z tega ven izhaja. Vrniva se nazaj v slovensko okolje tukaj. Zdaj, relativno stalna praksa je, da oba manjšinska poslanca v Sloveniji podpirata vlado, ne glede na to, kdo je v vladi. Zdaj, ali je to politično modro, ali je to oportuno, kaj ti meniš? Ja, mogoče se uvodoma k vprašanju politične zastopstva parlamenta obeh manjšin, ker je to tudi stvar debate, vidim, da se je že pojavilo tudi vprašanje reciprocitete in tako naprej. Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji imajo dvojno volilno pravico na državnozborskih volitvah. To pomeni, da ko gre pripadnik madžarske narodne skupnosti, ki je na seznamu volilnih upravičencev, dobi dva listka. Za razliko recimo od tebe, ki si dobil zdaj recimo aprila samo en list, pa si lahko obkrožil stranko Peč, ker ti je pač bila blizu. Mi smo pa dobili dva. Prvič strankarsko, si pač po ideološkem nekem... Državno, ne? Državno, govoriva državno, seveda, si pač izbral eno stranko, katera pa je blizu, in pa dobil si listo pripadnika madžarske narodne skupnosti, tako da smo imamo to dvojno volilno pravico. Na madžarskem sicer tudi Slovenci oziroma drugi pripadniki manjšin imajo dvojno volilno pravico, pa tudi vsi ostali imajo dvojno volilno pravico. Skratka, tam je tako, da se pripadnik manjšine mora odločiti, ali bo volil strankarsko listo ali pa svojega poslanca, oziroma zagovornika v parlamentu. To je ta razlika med slovenskim in madžarskim sistemom. Da se vrnem nazaj v Slovenijo, tako je, to je zdaj ta zadeva. Zdaj, tu je že bilo o tem, sicer to je vedno ta tematika na tapeti, ali prvič to je bilo tudi ustavno napadena ta dvojna volilna pravica, ampak ustavno sodišče to zavrglo. Zdaj ponovno, če se ne motim, spet na ustavnem sodišču ta neka zadeva, ne, to je za dvojezičnim šolstvom, se opravičujem. No, skratka, to se je že prej pojavilo, tudi ko je recimo Požončeva, se spominjam, to je bila prva poslanka madžarske narodne skupnosti v samostojni Sloveniji, je bilo tudi zelo po volitvah je bilo zelo tesno in potem sta oba z italijanskim poslancem stopila na stran
bom tako rekel, levo-liberalne strank. In to so potem tudi desno usmerjeni Madžari Prekmurju očitali, da kako lahko nastopi na stran tedanje vlade, ne? Ker pač... V bistvu gre verjetno za Drnovška, ki Drnovška, brez njih dveh ne bi imel niti 45 50, tako, to je mandatov. tako je, desnica. To je leta 96. To je 96, tako. Oni, desnica oziroma pomladne stranke so imeli 45 glasov, oni so imeli 43 plus 2 manjšince, tako je bilo ta... In potem prije Pucko. Tako, in potem prije Pucko, tako. No in potem so po Žonči to zelo, to so napadli tudi v medijih, da kako je lahko ona, ker njo so volili tudi pripadniki Madžarov, ki so recimo desno usmerjeni, ne, in ki so recimo volili desne stranke. Torej, skratka, te debate so vedno na dnevnem redu, tudi letos so bile na dnevnem redu, oziroma lani, tako da težko rečem, kaj je zdaj tu rešitev. Ker to je dejstvo, ne, da nekako stopijo torej podpirajo vlade. Zdaj pa vprašanje, pod kakšnimi pogoji in ali je res potrebno pod vsakim pogojem podpreti vlado in pa delovanje vlade, oziroma da boš glih ti tehnica v nekih zelo, zelo pomembnih zadevah, to pa je res vprašanje, ki ga sicer on ima, poslanci imajo pravico, ne, glasovati, ampak je pa dejansko vprašanje, ne, če je res pametno biti kot pripadnik manjšine tehnica v vprašanjih, ki so državnega pomena. To je zelo, zelo pereče vprašanje. Tudi, verjetno je vseeno odvisno od teme. Ne? Tudi to je, ja. Če je tema taka obča, potem ne vidiš, težje prepoznaš, da tukaj smrdi ali pa da ne smrdi, če bi kdo seveda tako grobo to videl. Ne? Prej si že omenil recipročnost. Ne? Ali bi morala Slovenija ali pa Madžarska v kakšnem primeru zahtevati recipročnosti? Ker stvari so, vemo, različno urejene, ne? In seveda, ne glede na to, da se morda vidi ali pa kaže, da je primerljivo, ne? So lahko umazane podrobnosti v nijansah, ki pa pomenijo nekaj stvar zapelje popolnoma drugam. Ne? Torej, ali je smiselna recipročnost? Ker ta je seveda lahko tudi zelo nevarna. Ne? Ja. Tukaj imamo na mizi to knjigo Bilateralni sporazum kot oblika urejanja varstva narodnih manjšin. Bom navedel kar primer z te knjige, ker je bil zelo zanimiv. Leta 92, novembra leta 92, Slovenija in Madžarska podpišeta sporazum o zaščiti obeh manjšin. Zelo dolg naziv ima ta sporazum, skratka bilateralni sporazum na kratko. In ta sporazum predvideva, da se sestane na tako imenovana mešana komisija, v katero pošlje slovenska vlada svoje predstavnike, oziroma Slovenija, Madžarska in tudi pripadniki obeh manjšin sta v tej mešani komisiji. In to sta jim povedala tako prva dva predsednika pomurske madžarske skupnosti, torej krovne organizacije, ki sta v bistvu leta 95, 96, ko je ta mešana komisija zaživela, začela nastopati v tej vlogi, da na prvi seji so videli, da jih lahko vlade oziroma predstavniki vlad izkoristijo in oziroma jih nekako naščuvajo, da naščuvanje v podnarekovaju obe manjšini, ne, ena proti drugi. In zato po prvi seji so nekako prišli do skupne ugotovitve obe manjšini, da je najboljše, da pred srečanjem se sedejo skupaj, se pogovorijo o problematičnih zadevah in tudi, če je potrebno in če je smisel, potem na podlagi recipročnosti zahteve nekatere plus, bom tako rekel, pravice za eno manjšino, pa nikoli ne na račun tega, da bi drugi zmanjšali njene že pridobljene pravice. Ne? In ta praksa odlično deluje v Prekmurju, torej na tem nivoju. Torej, predstavniki porabskih Slovence se sedejo s predstavniki prekmurskih Madžarov, se dogovorijo o temah, tudi recimo, če so, konkretno so navedli primer medijev, ne, da so porabci imeli bistveno slabše pogoje za delovanje v medijih in so svoje zahtevali, ampak ne na račun, da bi češ, Madžari imajo bistveno boljše medije. Ja, ampak ok, tudi oni naj dobijo, pa tudi mi moramo dobiti, če že ne toliko, kot imajo recimo Madžari, pa nekje, da se približujemo tistim standardom. Ne. Tako da nekako se da to delati, se da voziti to zadevo. Zdaj pa, če se vrnemo recipročnost na področju poslancev, ker to so pa se pojavile kar nekaj člankov, mislim, da sem dva, kar najde zdaj pred volitvami, ko sta poslanca Madžarske narodne skupnosti in italijanske glasovala, kako sta pač glasovala, pa če samo Madžare, oziroma predstavnik Madžarske narodne skupnosti, da
se pač mora potegniti recipročnosti. Na Madžarskem v bistvu Slovenci nimajo poslanca, pa imajo zagovornika v parlamentu. Tu pa je tako, da ponavadi manjšinske pravice se ne znižujejo. Naj ne bi, oziroma to je nepisano pravilo. Tako se govori med ljudmi. Ja, to je nepisano pravilo, zdaj pa kako bo, to je vedno stvar politike, ne? Ampak pravim, zato pa morajo tudi poslanci oziroma politiki manjšin tudi zelo dobro premisliti, kdaj, kako glasuje, in tudi na to dolgoročno gledate, kaj prinese dolgoročno. Hočeš reči, da manjšini sta modrejši v tej komisiji od obeh vlad. Oziroma, se ne pustita prinašati okoli, ali pa zlorabljati. Tako, to se je lepo pokazalo, da sta to mi povedala ta predsednika, kako so delovali na teh sejah. Od leta, od osamosvojitve Slovenije, od 92. naprej, pa od demokratizacije na Madžarskem, vsaj prvo desetletje se je zdelo, da so odnosi, seveda, absolutno so na boljšem nivoju, kot so bile predtem, da so zgledni, vemo, Kučan se je pogosto srečeval z madžarskim predsednikom, kasneje pa opažamo nihanja. Oziroma, če prej dobro, je že karkoli se spreminja, je že neko nihanje. Do teh zadnjega mandata, ki se je zdaj spomladi končal po parlamentarnih volitvah, ko se je pač prejšnja Janševa vlada pravzaprav v redu, peto kolo, bomo rekli, ali pa kot mali vozek pripet na veliki voz Orbana. Kako ti kot predstavnik manjšine vidiš to nihanje, oziroma kako je manjšina to občutila? Vsekako občuti manjšina to nihanje v zunanje politične odnose, ker če državi dobro sodelujeta, če so rezultati na državnem nivoju, potem se to odraža tudi na področju manjšinskih pravic oziroma na področju manjšinskega življenja in tudi na obmejnem sodelovanju. Če odnosi niso v redu, ne da niso v redu, saj večji nekih konfliktov ni bilo, ampak če niso tako prosperitetni, seveda potem to tudi manjšine občutita. To se je videlo recimo v začetku teh 2010 pa tam do 2015 se je zelo videlo, da ni bilo sredstev, saj tudi je bila tudi gospodarska kriza in tako naprej, ampak če bereš te recimo zapisnike te mešane komisije, obe manjšini se pritožujeta, da ni tega, ni onega, ni sredstev za šole, ni za medije, tako da to se je lepo videlo, ampak po drugi strani pa se potem lepo vidi, da ko so pa odnosi dobri, in ne govorim samo za zadnji 2 leti zdaj, ampak tudi prej, ko so odnosi dobri, se tako že v zapisnikih mešane komisije se lepo vidi, da so uspeli to napraviti, da so tam, neko hišo zgradili oziroma neko poslopje dali v uporabo manjšini. Skratka, ali pa se nekaj napravi spet na področju šolstva, ali pa pri medijih, ali pa pri kulturnih ustanovah, na področju znanosti, to se potem takoj vidi. To enostavno, to se manjšina takoj zazna. Tudi že ne samo finančno, pa nekako vzdušje je tudi drugače. Nekako tudi lažje prideš do nekih državnih sekretarjev pri obeh vladah, če so odnosi dobri. Če pa niso, pravi, nekih konfliktov ni bilo med Slovenijo in Madžarsko, pa nekako to bolj počasneje gre. Mogoče predno prideva na zadnji razdelek, kjer bo nekaj več o madžarski notranji situaciji rekla, glede na to, da seveda znaš madžarsko, kar je velikanska prednost proti nam vsem, ki v glavnem ne znamo madžarsko in potem to težko spremljamo. Morda, to smo v enem pogovoru, je o tem že bilo govora pred 2 leti, mislim, da smo to snemali v Lendavi, tudi o tem pogled madžarske historiografije pa slovenske historiografije. Ali obstajata v bistvu 2 historična pogleda, 2 narativa na zgodovino Prekmurja pa Porabja? Ali je to bilo nekoč, pa zdaj tega ni več? Jaz mislim, da so predvsem po politične vsem leta 90, da so se ti 2 pogleda se zelo približali. Jaz večnih nekih nasprotij ne vidim. Mogoče v dojemanju določenih zadev, pa ne da bi se zdaj ti 2 zadevi nasprotovali, ampak nekako, da bi, bom tako rekel, recimo leto 1941 je eno tako bolj kritično vprašanje, pa ne kritično v tem smislu, da saj se ve dobro, kdo je bil napaden, kdo ni bil in tako naprej, vendar
neke dodatne dimenzije, ne, da recimo dejstvo je, da recimo 41. ko aprila pridejo prvič Nemci v Prekmurje oziroma v Slovenijo, potem dejansko madžarsko prebivalstvo ob meji nekako z veseljem pričakuje in tudi dočaka prihod madžarskih vojakov. Slovenci seveda tega ni, ne, ampak to o tem do zdaj ni bilo dosti napisanega, ker niti nismo vedeli za to, ne, ampak sedaj še ko se malo bolj poglobimo v te zadeve, odperemo arhive, ljudje to povejo, tako da s tem samo želim nakazati na to, da v bistvu nekih nasprotij ne vidim, ne, da bi nekako določene situacije drugače razumeli na Madžarskem ali pa v Sloveniji, manjšinski zgodovinarji, ko nas je partij, pa tako smo vpeti v te zgodbe, tako da ne vidim nekih nasprotij, nekih drugačnih dojemanj določenih zgodovinskih dogodkov. V bistvu zdaj leto 1820 smo tudi razčistili, popolnoma je vse jasno, tudi leto 41-45 je razčiščeno, tudi Informbiro, tako da nekih tu nasproti jaz ne vidim. Ni nekih, da bi bilo zdaj. Vem, pred dobrimi 15-20 leti je bilo vprašanje Trianona, ko se prvič pojavila knjiga Žige Tiborja o tem, kako so povlekli mejo v Trianon, potem je profesor Novak ostro protestiral zaradi poimenovanja Vendine in potem tu je bila ena zelo ostra debata, tudi po medijih, ne, ampak tudi te zadeve so se do sedaj razčistile. Tudi vensko vprašanje, to so lepo umestili v to dogajanje, tako da ne vidim, no saj jaz vseeno ne vidim nekih večjih težav. Druga stvar pa seveda politika. Zdaj pa prehajava na komentiranje oziroma na pojasnjevanje nekih stvari. Zdaj, od leta 10 je Orban, ko je v drugo prišel na oblast, torej zdaj že 12 let, nesporno obvladuje madžarski politični prostor, tudi s precej nacionalistično politiko med drugim. Pred časom je Orbanova vlada v Budimpešti postavila spomenik, ki slavi Madžarsko pred Trianonom. Tam so na tistem spomeniku navedene vse občine, ki so nekoč obsegale, bile del Ogrske, kar pomeni seveda tudi celotno Prekmurje, pa še vse, kar je naokoli in okoli prostora, ki je nekoč bil del Ogrske, danes pa so to neke druge države. Ali je Slovenija reagirala na ta nacionalističen izpad? Podobno kot seveda ne zasledijo tisti, ki bi to morali, ne? Recimo pred časom, pred tedni intervju oziroma pogovor z nekim visokim madžarskim uradnikom, ki ima v pisarni za hrbtom sliko admirala Hortija. Admiral Horthy ni kar samo admiral Mikloš Horthy, pa admiral Avstro-Ogrske mornarice, ampak je še kaj drugega. Ne? Tako da, ali smo v bistvu ne zgolj država, tudi zgodovinopisje in drugi dovolj pozorni in opozarjamo na te neprimerne izpade politike, na zlorabo historičnih dejstev. Zdaj, glede prvič, da začnemo na začetku pri tem spomeniku. Tudi v madžarski javnosti so bile zelo velike debate v zvezi s tem spomenikom, ker dejansko nekako mogoče po tonu govori o neki veliki Madžarski, ki je bila krivično razdeljena in tako naprej, ampak po drugi strani pa ta spomenik ne govori o tem, da je ta država bila etnično izredno mešana, da so polovica prebivalstva ni bila madžarskega izvora, oziroma so bili pač pripadniki narodnih manjšin. Poimenovanje teh občin v jeziku, ki so napisali imena naselij, ki so nastala po madžarizaciji teh imen, pa seveda govori potem o nekem drugem, kot da bi bilo to vse samo madžarsko. Pravim, da je bilo ogromno debat pa polemik v madžarski javnosti, po meni bi tudi lahko nekako drugače to napravili, ta spomenik, če so že želeli postaviti spomenik ob 100. obletnici Trianonske mirovne pogodbe. Vse okoliščina, Trianon, ne šoha, to zamegli vse. Ker dobro, to je spet ta Nemšoha, to je del revizionistične politike, ki je potem leta 27 že okrito pride v ospredje in enostavno Madžarska se ne more strinjati, ni se hotela se strinjati s to Trianonsko pogodbo in potem pridemo do druge svetovne vojne. Tako da to je ta zgodba. Pravim, tu so bile polemike tudi že v madžarski javnosti, zelo ostre polemike.
In kot sem že rekel, bilo je kar precej intelektualcev, ki so opozorili na to, da se tu pozablja na to dimenzijo ene večnacionalne države, ki je tudi zaradi nerešenih nacionalnih vprašanj razpadla. Niso bile samo ta, ni bil vzrok samo ta, ne? Ampak eden od glavnih vzrokov je vsekakor bil ta, da nacionalna vprašanja niso bila rešena in pa tudi zaradi madžarizacijske politike je prišlo do tega. Govorimo o času Avstro-Ogrske, seveda, ja. V času Avstro-Ogrske seveda govorimo. Zdaj pa, kar se tiče Hortija Mikloša in pa tega pogovora v televiziji, ne gre za državnega sekretarja, ki je zadolžen za Madžare v zamejstvu. To je kao urad za Slovence v zamejstvu. On je, gospod govoril o Arpadu Potapijanošu, je pa državni sekretar za Madžare v zamejstvu, torej urada za Madžare v zamejstvu, ne vem za politika, tudi kaj se temu reče po madžarsko. In o tem je bilo, tudi mislim, da v slovenski javnosti kar precej napisanega. Mislim, da so se slovenski intelektualci, zdaj ne govorimo o politiki, pa tudi del politikov se je pravilno odzvalo. Mene v bistvu, kar me preseneča in o tem mislim, da nisem nikjer prebral, ali pa če že bil kaj v zvezi s tem napisan, potem se opravičujem, vendar mene nekaj drugega moti v tej zadevi, ne? Oziroma ne moti, ampak v bistvu se postavljam vprašanja. Torej, imamo državnega sekretarja, ki je odgovoren za Madžare v zamejstvu. V svoji uradni pisarni ima za sabo sliko Hortija, regenta Hortija v admiralski uniformi, torej človeka, ki je v bistvu vodil Madžarsko do leta 1944. V času njegovega mandata Madžarska pridobi del današnje južne Slovaške, polovico Transilvanije in pa del Jugoslavije, bomo rekli Prekmurje, Međimurje pa Bačko, ne. In skratka, in sedaj imamo državnega sekretarja, ki ima njegovo sliko v svoji pisarni, s tem pa, da ta državni sekretar, kot sem že prej omenil, je odgovoren za Madžare v zamejstvu, apropo, po drugi strani pa potem nekako mora tudi imeti zaupanje tistih držav, v katerih te manjšine živijo, da pač lahko potem lažje ureja vprašanja oziroma pač problema, pa karkoli že, te manjšini, ki jih on na Madžarskem zastopa. Skratka, ne razumem določene zadeve. Ne razumem, da človek, politik, ki je odgovoren za del ljudi v neki sosednji državi, potem pa ima to sliko, ker simbolično pa tudi, kaj želi s tem nakazati, je ne vem. In politično ni modro. Ni modro, tako politično to ni modro in dejansko tako v Sloveniji kot v ostalih sosednjih državah pač se postavlja vprašanje zdaj s tem potem, kaj ti sploh želiš. A so tvoji nameni iskreni ali so res samo taki, kot ti govoriš, ali pa so kaj drugega v ozadju. In to je zelo... Ker simbolika tudi šteje. Simbolika tudi šteje, seveda predvsem pa v politiki ne šteje, oziroma v zunanji politiki pa še tem bolj, ne. Tako da to mi ni jasno. Enostavno sem bil presenečen nad tem, ne. Tako da, kaj naj rečem, sicer pa v Sloveniji pa, kot že rečeno, mislim, da so se intelektualci pravilno odzvali, so opozorili na to zadevo, ker verjetno bi spregledali mnogi, če tega ne bi na določeni intelektualci opozorili. Politika se je odzvala, to je tudi res, da je bilo malo pred volitvami, torej nekateri so mogoče to tudi izkoristili za svojo promocijo, ampak enostavno se na to zadeve se pa mora opozoriti javnost, ne, to je dejstvo, ne, ker simbolika je bila res prehuda, no, enostavno povedano. Za konec še eno vprašanje. 88, 89. Madžarska je odprta. Ona pomaga vzhodnim Nemcem, ki bežijo na zahod na nek način. Ne. Na železni zavesi prerežeta avstrijski kancler, mislim, da je bil kancler, ali je bil zunanji minister. Ne, Mok je bil zunanji minister, pa z madžarske strani njegov partner, prerežeta žico. Tako da Madžarska je tu delovala zelo napredno, zelo modro. Proevropsko bi rekli. Proevropsko, dobro, tudi tisti srečanje Evropejcev, Panevropejce in tako naprej, tam na meji z Gradiščansko. Ampak kasneje se je za Madžarsko nekaj zgodilo. Fides Viktorja Orbana, ki bo v začetku seveda, dobro, pustimo, mnogi, ne samo on, mnogi danes neobičajno
funkcionirajoči politiki so začeli kot napredni mladinci, ne, znotraj partije ali pa potem transformirane partije in tako naprej. Tudi Orban je takšen tip politika, ki je šel čez to pot, ne. Danes popolnoma iracionalno, mislim, za neko običajno razumevanje funkcionira popolnoma iracionalno, ne spoštujemo pravnih zavez, iliberalna politika. Če je Madžarska odprla meje za vzhodne Nemce, ki so želeli seveda v končni fazi ali pa malo pesniško rečeno se zbratiti s svojimi nemškimi sorodniki onstran meje, ne, zdaj postavlja žice. Dobro, tudi mi nismo nič boljši, tudi mi smo ožičili naše meje proti Hrvaški. Kako je lahko prišlo do tega? In pa predvsem recimo morda za zadnji delček, kako se je zgodilo, da je Orban tudi letos zmagal in celo najbolj zmagal glede na vse svoje prejšnje volitve, od prvega mandata pa potem od leta 10 naprej. Vsi so namigovali oziroma špekulirali, opoziciji dobro kaže. Zdaj so se združili, imajo tam nekega kandidata z precej zapletenim priimkom, za izgovarjavo, zato ne bom poskušal, ne, ki sicer je iz province, ne. Ampak tudi desno usmerjeni. Pa desno celo usmerjeni. Pravzaprav pandan, oba sta desničara, ne. Dobro, Orban je še malo bolj 2D-ja ima recimo pred desni, ne. Ampak katastrofalen poraz. Kaj se je zdaj v 30 letih zgodilo z Madžarsko? Tudi sam si omenil, ne zdaj, ampak si napisal tudi, da je bila Madžarska najbolj vesela baraka. Tako so je rekli v socializmu, dejansko je bila najbolj vesela baraka. In tudi to, da so prav na Madžarskem začeli s to rušenjem železne zavese, to je nekako tudi spada v ta kontekst. Madžarska v zadnjih 30 let, torej v tej dobi tranzicije, mislim, da je ena primer, kako se ne bi smela tranzicija izvesti. Takoj po političnih spremembah so začeli z neko tako imenovano šok terapijo na področju gospodarstva, kar je pomenilo v bistvu, da je približno 1,5 milijona ljudi izginilo z trga delovne sile. To se zdaj pred kratkim bralo zelo zanimivo knjigo o tem. Nekje v konec socializma je bilo približno 5,5 milijona ljudi v delovnih razmerjih na Madžarskem, v delovnem razmerju, in po padcu socializma in po pojavu kapitalizma jih je 1,5 milijona izginilo. To je tretjina. Ja. To je tretjina. In malo manj, recimo pa tu smo nekje, ja. In v bistvu še danes je nekje 4,5 milijona ljudi je v delovnih razmerjih. Torej to je izginilo in to so predvsem predeli vzhodne Madžarske. Določeni deli Madžarske so prosperirali, Budimpešta pa okolica, aglomeracija, pa potem severozahodni del predvsem. Ostalo pa ni, ne, podeželje so pustili. In nekako so prepustili vse, pač bo kapital, pa trgi kapital. Svobodni trg. Ja. Ampak ni uspelo, ne, ni šlo. Ni šlo in enostavno, potem pa in Orban, ki je leta 90 začel kot liberalni politik, oni so bili liberalna stranka in po razpadu prva madžarska svobodna vlada je bila desno-sredinska vlada, je razpadla in v bistvu cela desnica razpadla na Madžarskem po letu 1994, je Orban zaznal to luknjo, to tržno nišo, bom tako rekel, politično tržno nišo. In on je svojo stranko, ki je bila zelo, komaj so prišli v parlament leta 1994, je počasi premaknil iz liberalne smeri na desno stran. In je tako postala desno-konzervativna stranka, ki je leta 1998 prvič zmagala na volitvah in je od leta 1998 do 2002 bila na oblasti, potem je izgubila volitve. In tedaj je Orban spoznal, da če želi spet priti na oblast, mora vsekakor pridobiti medije, gospodarstvo, del gospodarstva in so na tem ogromno delali. Pa še nekaj, ne. Prej sem omenil, da je 4,5 milijona ljudi izginilo z trga delovne sile in da predvsem podeželje je bilo na tistem, torej podeželsko prebivalstvo, ki so zelo ogromno izgubili z sesutjem socializma. In tukaj so tudi z delovanjem teh nekih civilnih družb uspeli pridobiti to podeželsko volilno bazo. Potem je seveda v leta 2008 prišla gospodarska kriza in vse to je nekako pripomoglo k temu, da je on prvič leta 2009 dobil dvotretjinsko večino. S tem pa tudi možnost, da preuredi dejansko celotno politično sliko Madžarske. Sprejeli so novo ustavo, preuredili volilne okraje, seveda sebi v prid
In tu bi zdaj lahko našteval, da kako so leta 2011 spremenili zakon o medijih, kako so zavzeli do leta 2015 javne medije, kako danes imamo v bistvu madžarski medijski prostor je nekako 80% v rokah Fidesa. Ampak to tako, da v bistvu imaš eno bom tako rekel, celico možgansko, ki nekako ureja celotni medijski prostor. To, v Sloveniji si tega težko predstavljajo ljudje. To si zelo težko predstavljajo, kaj je na Madžarskem. Od leta 2010 do 2014 je organ predvsem na področju politike nekako vse politični prostor je zavzel, od leta 2014 do 2018 gospodarski prostor in v zadnjih 4 letih pa so potem prišli na vrstni red drugi sistemi. Šolstvo, visoko šolstvo, tudi kultura in v bistvu danes imamo situacijo, jaz sem pred volitvami rekel takole, madžarskim volitvami parlamentarnimi leta 2022, da bo Fidesz zmagal, ker enostavno so imeli tako medijsko podporo. Toliko denarja so imeli za reklame in tako naprej, da enostavno ni možno, da ne bi zmagali. Nisem pa pričakoval dvotretjinske zmage, to je res. Ne. Nisem edini, kot sem tudi bral v medijih, ampak po drugi strani pa je dejansko problem v tem, da je v zadnjih 12 letih je ta iliberalni način delovanja, to, da te demokratične, neodvisne institucije, ki nekako naj bi nadzorovali pravno delovanje neke demokratične države, so izpraznili. To so institucije, računsko sodišče, ki je, ampak v bistvu nič ne dela. Ne. Ali zaradi tega, ker imajo svoje ljudi tam, ali pa so nekako se jim odrezali se jim krila. Ne. Isto velja za sodišča. Ustavno sodišče imajo pod svojo kontrolo, kako bi rekel tole, nižje sodišče, to pa glavnem ustavno sodišče imajo pod kontrolo, tudi počasi zavzemamo še druge položaje na sodiščih. V šolstvu, torej v visokem šolstvu, bi se imel vse pod kontrolo, tudi akademiji so odrezali se, torej so jo v bistvu oslabili na področju, se jim odzeli te raziskovalne inštitucije, zmanjšajo akademijo, ki je pač ustanova in to je to. Ne. Tudi na področju gospodarstva v zadnjih 12 letih so uporabil ta izraz oligarhi, ki so nekako v bližini Fidesa oziroma Orbana, so ogromno denarja dobili, tudi na račun evropskih, predvsem sredstev. Ne. V glavnem so oni bili zmagovalci teh evropskih razpisov in se potem ta denar se prilival k njim. In sedaj imamo konkreten primer, ne, v eni državi, kjer en bivši župan naselja, kjer se je rodil tudi Orban Viktor, da postane v 10 letih najbogatejši Madžar od skoraj bi rekel tako od nič, to v normalni evropski državi ne more biti, se ne more zgoditi. A pa da od premijera, od Orbana, zdaj že med 25, 30 najbogatejšimi Madžari, tudi v 10 letih. In nič posebnega pa ni napravil, nič posebno ni iznašel. To samo želim povedati, da sistem deluje tako, da nekako je šef navzgora in on potem ureja, vodi vse niti ima v rokah. Koliko je pa Madžarska gospodarsko napredovala od gulaš socializma do... V bistvu, če primerjamo zdaj z ostalimi srednjeevropskimi državami, Madžarska zdaj nazaduje. Torej, Romuni po določenih kazalcih so jih že prehiteli. Bolgari so sicer za Madžarsko še, ampak vse ostale evropske države, EU govoriva, so nekje, pravim, bodisi Madžarska ali na nivoju Madžarska pa so že prehiteli. Čeprav na začetku političnih sprememb, govoriva o letih 1990, je bila Madžarska med najbolj prosperitetnimi od vseh teh. Dobro, Češka je bila sicer vedno razred zase, ne, ampak recimo Slovaška, Romunija, dobro, Slovenija tudi je bila razred zase, moramo tudi povedati, ne moramo primerjati recimo Slovenijo pa Madžarsko, ampak Poljska je bila vedno za Madžarsko. Ne, zdaj Poljaki so že pred Madžari in to se vidi, tudi vidi se na Madžarskem, ne, da ta zagon, določena podjetja imajo neke prosperitete, predvsem nemška industrija ima dokaj dobre izhodišče na Madžarskem, sicer pa je zelo slabo kaže. In še nekaj, ne, da določene sisteme pa so zanemarili, predvsem šolstvo. Sedaj izredno velike težave Madžarska na področju šolstva, ne govorim samo o visokem šolstvu, ampak tudi osnovno šolstvo, ker so plače v šolstvu mizerne. To je mizerija od mizerije. In sedaj
Ni mladih učiteljev, enostavno ne grejo za pedagoge, ne izberejo si pedagoški poklic. In sedaj že Madžarska je na tej situaciji, da učitelji so preobremenjeni, 27 ur imajo v povprečju, pri nas je 22, ne, maksimalno. To je ena zadeva, po drugi strani pa v naslednjih 4-5 letih bo šlo na veliko število učiteljev v penzijo, ni pa novih kadrov. Tako da tu bo verjetno prej slej počilo. Kako bo se ta zadeva rešila, ne vem, ker sedaj niti ni denarja, ker Evropa pa zavira z temi denarji, ki so kao namenjeni na Madžarski, in da zaradi politike Orbana ne želijo nakazati ta sredstva. Zelo težka situacija. Na šolstvu je izredno težka. Pred volitvami pa tudi po volitvami so imeli strajke, so štrajkali, zdaj so sprejeli nek zakon, da učitelji ne smejo štrajkati. Zakon je sprejet, ampak če bo to, kako bodo pa lahko izpeljali, če bo recimo ena šola se je dvignila, pa bo rekla, da ne bodo več poučevali, to pa ne vem. Zelo, zelo napeto je na področju šolstva. Za konec pa ne moramo še mimo enega vprašanca, in to je res ta zadnje. Simbol česa je George Soros v očeh Viktorja Orbana? Ker vemo, Soros je veliko denarja transferiral v Srednjo Evropo po prelomu, tam konec 80-ih, 90 let, tudi k nam, pri nas je imel so bile financirane in tako naprej, ne. Tudi Orban je od tega denarja dobil tudi njegove razne institucije, štipendije in tako naprej, ne. Štipendijo. Kje se mu je Soros zameril? Soros je oseba, ki v bistvu ga lahko postavi za krivca vsega, ne, kar je narobe v tvoji državi, da je on kriv. Ne more ti vrniti udarec, ker ni pač država, ni neka, sicer je bogat, ampak to še ne pomeni, da bo ti lahko vrnil udarec. In se zavzema za neko odprto družbo, se tudi ima to pobudo, ne, in se lahko enostavno za krivca marsičesa, ne, in se potem postavljajo plakati po Madžarski. To je bilo tudi, tega se tudi v Sloveniji ne morejo si ljudje po mojem predstavljati, da kakšna kampanja je bila tudi recimo letos na parlamentarnih volitvah, pa tudi ko izrabljajo te Soroševe, dajo gor Soroševe plakate, torej obraz Soroša na plakat in potem napišejo, da ne vem, je Soros kriv za begunce, Soros je kriv za to. Tako da v bistvu gre za pač žrtveno jagnje, bom tako rekel. On je pač kriv za vse in enostavno bomo njega pač izkoristili za to, da bomo nekako preusmerili pozornost od dejanskih težav k nekim namišljenim težavam. Ali tudi to, da je on napačen Madžar? Ja, napačen Madžar. Tudi to je možno, ja. Ampak predvsem pa po mojem izkorišča pač njegovo to bomo tako rekel, bolj liberalen pogled na svet, kot krivca za vsega tega, kar je na Madžarskem slabo. Ker nekako se zdaj postavi, da pač ta liberalizem in liberalni kapitalizem, neoliberalizem je kriv za to, da so pač te države, predvsem v Srednji Evropi, tudi na Madžarskem pa še posebej, nazadovale, da je ogromno firm propadlo, da da so podjetja pač enostavno v zelo slabem stanju in pač on je pač krivec. In zelo imaš eno osebo, ga vidiš, imaš obraz za njim, imaš obraz te osebe, ki je kriva za vse, ne? Po drugi strani ta oseba se ne more braniti, kako bo se branil, vse on pove, da ni res, pa tudi dokaže, ampak to ne pride v madžarsko javnost. Enostavno je zelo priročna oseba za to, da pač nekako preusmeriš težave oziroma pozornost z dejanskih težav na neke zadeve, ki dejansko ne držijo, pa ne funkcionirajo. Atila, hvala lepa. To je bil še en naš pogovor v vrsti pogovorov o mednarodni politiki, zunanji politiki Slovenije in o njenem mednarodnem priznanju. Vabljeni seveda k ogledu vseh prejšnjih naših oddaj, ne zgolj posnetkov, ne zgolj v tej seriji, pač pa tudi vseh ostalih in seveda tudi vsem bodočim. Hvala še enkrat za povabilo. Hvala, Bojan.